Američani temu rečejo unboxing. Da nam dela škatlu. Veš kaj jaz mislim, ne? Da je po parih dolgih mesecih intenzivne uporabe vsem čas, da pa jaz kakšno stvar ali pa dve povem o telefonu Huawei P9. A se mi vidimo? Sem si dal dekco pod ritko, veš? Evo ga, to je tale. V bistvu ga bom jaz iz tele na pol zaščitne sračke ven dal. Aha, pa še no. A veš, kdaj kakšne stvari spravaš, pa pol pozabiš na njih. Masashi Nakayama, glavni oblikovalec Mazda MX-5 RF. Jaz zraven podpisati pa tako na hitro še na avto nariša, se vidi. Zadnji pa to piše, vse tudi ne znam. V glavnem, without further ado, 5.9. Ne 5.9, ampak P9. A si slišal 5.9? Ma da, nima veze. Ok, naša, ste redi za sladko-kisle? To bojo prve sladko-kisle, ki niso povezane z avtom, ha? Kaj pa to? Srbi me. Prva sladka tega telefona je definitivno njegov dizajn. Se ne vem, če se takole lepo vidi, ampak telefon je že na prvi uč, na pogled, ful prijeten. Zdaj jaz razumem, da je estetika stvar posameznika. In tudi v tem primeru jaz govorim, kaj je bilo meni všeč, ne kaj je pač ne vem, vsem drugim všeč. Meni je ta telefon lep. Lep mi je. Zdi se mi, da že svojo obliko nekako nakazuje na svojo tehnološko naprednost, obenem je pa tudi zelo tak eleganten. Druga stvar, ki jo moram pohvaliti, absolutno, je občutljivost zaslona. Vsaj v primerjavi z S7. Gre za eno tako stvar, ki sem jaz opazil takoj in jo cenim še zdaj, po parih mesecih uporabe. A veš, tukaj ne gre za velike razlike, ampak je pa taka razlika, ki jaz občutim in če ti s telefonom toliko delaš vsak dan kot jaz. To se pravi, vsak dan snemam vlog s telefonom, pa tudi zmontiram ga na telefonu. In takrat take majhne stvari, kot je občutljivost zaslona, kar naenkrat začnejo igrati malo večjo vlogo. Tretjo sladko namenjam pa tem dvem zadevam tukaj gor. To sta dve leči. Ena zajema barvno sliko, druga pa monokromatsko oziroma črno-belo. Zdaj se na to tehnologijo, pa kako vse skupaj čisto točno deluje, ne spoznam ful dobro. Ampak meni je pomemben to, da sem jaz parkrat v res slabih svetlobnih razmerah naredil kar dobre posnetke. Obenem ne morem trditi, da je od S7 kamera ful slabša ali pa kaj. Preprosto dejstvo je, da jaz komotar minuto snemam vsak dan, včasih cel dan, zjutraj, zvečer, mrak, tema in takrat jaz rabim imeti telefon, ki je to sposoben z mano početi. In meni se najbolj od vsega zdi pomembno to, da me te dve leče niste nikoli pustili na cedilu. To. Se vidite? Po četrto sladko dajem pa menijsko strukturo pa hitrost delovanja vsega. Recimo že premenil klicev pri P9, ki se mi vse skupaj zdi malo bolj clean, pa tudi na splošno moram pohvaliti hitrost telefona. Ne glede na to, kaj sem mu jaz vrgel, je on to lahko tako zmlel 1, 2, 3, brez težav. Razen pa eni stvari, do tega prijemo pri takislih. Zdaj pa še ta peta sladka. Vidiš tole zadevo? To je čitalc prstnih odtisov. Stari, niti enkrat se še ni zmotil. Niti enkrat. Pa veš, koliko na dan jaz s telefonom vzamem iz žepa in stisnem tole? Ma tavženkrat. Potem je pa toliko boljši od drugega telefona, ki ga uporabljam, da je to pa skoraj neverjetno. Ok, zdaj pa še takisle. Pa je moj hudo profesionalen setup, da tole snemam. Prva takisla je stabilizacija zadnje, a je to sprednje kamere. V glavnem to je una, veš, ki se snemaš, pa se pa malo pogledaš. No, če jaz prav razumem, te stabilizacije v bistvu ta telefon sploh nima. Ali je pa pač taka, da ni glih odlična. Je pa tudi res, da sem jaz dost hardcore user in pač take stvari mene dost motijo, ker se snemam res veliko. Mislim pa si, da bi moral biti en poprečen uporabnik, ki se vsake toliko časa kaj poslika, pa mogoče vsake toliko časa kaj posname, to vrh glave. Druga stvar, ki me ima zmotila, je pa občutljivost mikrofona. Drugače mislim, da ima P9 3 mikrofone in te delajo odlično. V bistvu toliko odlično, da ujamajo čisto vse, ki ti snemaš. In spet, če si ti en regular user, pa snemaš take običajne stvari, vsake toliko časa, ki normalno poveš, pa kakšen rojstni dan, pa whatever, te stvari, ki jih pač snemaš. V takem primeru 3 občutljivi mikrofoni pridejo prav. Pri meni je pa tako, da jaz že sam po sebi dosti na glas govorim, pa telefon je dostikrat postavljen k šipi avtomobila, tako da ga zvok ne udar samo od spredi, ampak pride tudi okrog, pa še od ozadij. In pol včasih pride do efekta malo kovinskega zvoka, pa kakšen š pa č maza hreščita. Ampak da se to zgodi, mora biti prostor res tako neprijetno zaprt, to je ponovadi avto ali pa kaj podobnega. Ta tretja takisla je pa dosti specifična zame, ne? In sicer je parkrat se je zgodilo, da sem jaz video skupaj sestavil, ker sem ga eksportal v tem programu Viva Video Pro, ko ga jaz uporabljam, je zadeva neki čuden trajala pa trajala. A veš, kaj je vsake toliko časa telefon rekel, malo veliko imam zdaj za pojesti, lahko malo easy. In potem je ta eksport parkrat trajal, ne vem, namesto 2 minuti je trajal 4 minute. In glih takrat se mi je valjda ful modil, ne. No, što so bile sladko kisle s Huawei P9, moram pa nasplošno povedati, da sem jaz s telefonom all in all kar zadovoljen. Ne sem to, da je Boc Gareva že enkrat avto povozil, seveda ima tudi že eno bojno rano, a se jo vidi. Ampak še kar v redu dela, pa tudi nasplošno mislim, da se bo tudi naprej še kar v redu razumela. Je pa res, da je že
ene par dni nazaj dobil enega družinskega člana, ki mu prišel malo pomagati. Huawei Mate 9. Ta telefon je pa v bistvu še eno stopnico višji kot P9. Jaz sem ga dobil na uradni slovenski predstavitvi zato, da se z njim malo spoznam, tako kot sem se s P9-ko, pa da vidim, kva je zdaj to. A je v redu, ali ni v redu, ali kva. Američani temu rečejo unboxing. Razškatljevanje. Da nam dela razškatlu. To se pravi prvi unboxing komotar minute, sem kar malo nervozen. Evo, mogoče najprej kaj več o škatli. V bistvu je kar težko, moram reči. Če vse skupaj je valjda neka zaščitna folija. To se pravi črna škatla, zgori napis Huawei Mate 9, spodaj pa Leica. To so njihovi partnerji za fotoaparat. Spodaj je pa še logotip znamke, no ima se vidi. Hu9. Znamka Hu9. A mimogrede, a veste, da v kitajski kantonščini ne rečejo Huawei, ampak Huawei? Da je pa, opa, wow. Takole zgleda vse skupaj. Je kar malo večji, a? Mogoče še ena zanimivost, ne? Tukaj piše Huawei Design. Huawei pa sodeluje tudi s Porschem. Tako da mislim, da si lahko Mate 9 misliš tudi s Porsche dizajnom, ampak nisem čisto ziher, če so v Sloveniji dobavljivi. A so? A so ali niso? Ne vem, če so. Vzamem najprej ven telefon. Pa veš, kaj je hecno, ne? P9 ima lečo eno zraven druge, tam ima pa eno nad drugo. Pa tale plastika bo šla tako hitro dol, da kar res ni. Ne. Definitivno je občutek v roki dober, dosti podoben unmu, telefon je seveda večji, ampak se mi zdi, da je tak malo bolj fajn. Ta telefon ne bi bil grafično za 180% boljši kot predhodnik. Ena zadeva, ki se mi zdi pa še posebej fascinantna, je pa to, da ne bi Mate 9, pa ne vem zdaj, če je to edini telefon, čisto možno v bistvu, da ne bi ponudil samodejno defragmentacijo shrambe. Vse to poznate z računalnika, ne? Da defragmentiraš disk. Pa baterija ne bi bila zmogljivejša, Huawei obljublja do 2 dni neprekinjene porabe, tako da to bomo še videli, ne? Glede na to, da jaz ves čas skozi nekaj snemam, montiram in tako naprej, močno dvomim, ampak ajde, pustimo se presenetiti. Tudi dizajnersko mi je vse skupaj zelo všeč, veš, takole izgleda. Na eni strani je torej polnilc, to je ta špiček za kartice ven pa noter dajati, noter je pa... Kaj pa je to? Vem, kaj je to. To je v bistvu zaščita zadnjega dela telefona, veš? Ama spojut kremeno. Kaj pa je to? Kaj pa to? Vrečka za navodila, se ti zabavaš. Ta druga škatlica je pa dost obilnejša. Charger, pa veš, odpreš jo z te strani, pa z te strani tudi. Tako kot pa še vsako navadno škatlo. Na tej strani so pa kabli. Prvi kabel, pa sluške. Ej, kako mi gre tole razškatljevanje? Da vidim, kako uho sede. Še kar v redu. Moram pa reči, da mi je pa tukaj pri Samsungu ena stvar všeč in sicer, da imajo njihove slušalke take silikonske vložke. Je pa tudi res, da jih zelo hitro zgubiš. Jaz jih valjda nimam več. Pa kar se polnilca tiče, ne, ta zadeva ima tukaj noter vgrajen čip in to pomeni, da se prek kabla ves čas pogovarja s telefonom. Veš, da ne bi prišlo kdaj do kakšnega, ne, kabum. No tako, jaz sem Mate 9 razškatlil, zdaj pa počas čas, da ga začnem tudi uporabljati. To pomeni, da če bo vse tako, kot treba, bo po prvih parih dnevih ali pa recimo tednih sledil kakšen review, kako se zadeva obnese tudi v praksi, zato ker teorija vsi vemo, ne, prenese čisto vse, praksa pa pač ne. Ok, folk, to je bilo moje prvo razškatljevanje. Jaz upam, da sem zadovoljil vsaj najnižja pričakovanja, obljubim pa, da bom s časoma postal boljši. Mislim, s časoma, ne, mogoče mi kdaj še kdo kaj pošlje za odpret, ne, ali pa ne, bomo videli. Sta malo sva prišla pogledati prijatelje, ki igrajo odbojkarski turnir tukaj v Mariboru, pa mislim, da je žoga zelo všeč. Stric Aljoš.